Ko smo to včasih rekli, legenzici, bojo že vedeli zakaj. Kia ima v Frankfurtu evropski sedež. Tole je pa Seltos, to je pa en čist nov avto. Tale avto je nov za Evropo, za ostali svet pa absolutno ne. Ker prva generacija Seltosa je luč sveta ugledala že leta 2019. Zakaj so se zdaj kar naenkrat pri Kii odločili, da Seltosa pripeljejo v Evropo? Iz 3 razlogov. Prvi razlog je ta, da Evropejci zdaj kar naenkrat posegamo tudi po manjših, robustnih SUV-jih. Drugi razlog je ta, da ta avto prinaša napredno tehnologijo. Tretji razlog pa, da ponuja praktično uporabnost. Tudi Seltos ne skriva, da je produkt novega Kiinga oblikovalskega jezika, ki so ga poimenovali Opposite United. Produkt je tak, kakršne so vse Kie zadnjega časa. Seltos v dolžino mer 4,43 metra. Posebnost je pa nastavljiv zadnji naslon. S tem, če ga daš majčkeno gor, seveda povečaš prtljažnik. 536 litrov je v osnovi velik prtljažnik, imaš kupico kljukic, kamor lahko obesiš recimo vrečke, imaš dvojno dno, pa tudi to dno lahko prilagajaš višinsko. Seltos tudi v notranjosti ne skriva podobnosti z ostalimi novimi Kiami. Volan mogoče majčkeno velik, ampak ima fizične gumbe, ki delajo super dober, preglednost kabine je super dobra, pri Kii ga imenujejo panoramic display. To pomeni, da je sestavljen iz dveh 12,3 palčnih zaslonov, tlele vmes imaš pa en predel, ki je namenjen izključno klimi. Seltos prinaša eno dobro mero digitalnega plus fizičnih gumbov. Prostora več kot zadost, glej kam so dali USB-C vtičnico. To se mi zdi pa kar dobra pozicija. Tale gumb. Jaz ne vem sicer, zakaj točno so si ga zamislili pri Kii, ampak če ga stisnem, tale sedež se da skoraj v vodoravno lego. Ko smo to včasih rekli, legenzici, pazi to. Harman Kardon. To pa ni kar tako, a? Tista druga stvar, za katero pa dvigujem palc, prostor za zapiranje. Takole lahko primaš in puf, zapreš. Opa. Vse tole pa samo stoji. Tale Seltos poganja 1,6 litrski turbobencinski motor. Moč je 132 kW oziroma okroglih 180 konj. Za prestavljanje skrbi 7-stopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko, največja hitrost je 208 km/h, od 0 do 100 pa pospeš v 8,8 sekundah. Tlele piše, da porab tale avto med 6,6 pa 6,9 litri. Jaz sem z njim naredil slabih 50 km, res je, da se nisem pelel hiter, ampak poraba je bila pod 6 litri. Prijetno presenečenje, ne? Ampak če bi bila pa tole hibridna različica, bi imel pa tale avto tukaj vtičnico, ker lahko polni zunanje aparate. A veš, vehicle to load. Tale avto bo v Sloveniji na prodaj približno konec poletja. Takrat bojo znane tudi cene in to je to iz moje strani.